Lepo. Velika planina je visokogorska planota v Kamniško-Savinjskih Alpah s kraškimi značilnostmi. Pod tem imenom prepoznavamo vso Poljansko planoto, ki obsega Veliko, Malo in Gojško planino, Dovjo in Veliko Gričo, planino Kisovec, Stovniški stan, planino Marjanine njive, Konjščico ter planino Dol. Gre za največjo visokogorsko pašno planino v Sloveniji in največje pastirsko naselje v Evropi. Nismo sicer zaradi teh prišli, ampak tudi te so lepe. Razprostira se na površini približno 5,8 kvadratnih kilometrov, njen najvišji vrh Gradišče pa doseže 1666 metrov nadmorske višine. V nižjih območjih je prekrita s smrekovim, macesnovim in bukovim gozdom, višji deli pa so kamniti in ponekod poraščeni z ruševjem. Na njej postavljenih več pastirskih naselij, v katerih je okoli 140 pastirskih stanov, koč, bajt. Te so prav posebne oblike, ki je značilna za to planoto. Danes torej prvotni cilj je Velika planina, ampak bomo videli, kako bomo časovno, lepo blizu vse. Če se naslov tega videa spremeni. Štart pa iz Krajinski rak, načeloma na 1029 nadmorske višine. Če priješ dovolj zgodaj, da tam parkiraš. Če pa ne, tako kot mi, potem greš pa malo nižje parkirati, pa še malo več zahoditi, ampak vse v redu. Pa že prava, ja? Damečkem pazljivo. No, mi smo tudi že imeli pauzo, vse. Važno je uživati v pohodu. Zdaj najhitrejša pot na vrh je iz Kamniške Bistrice z nihalko in sedežnico, ampak potem si ne prislužite žiga na vrhu. Lahko pa izberete eno od mnogih planinskih poti, ki so različnih dolžin in težavnosti, tako da lahko izberete takšno, ki jo boste zmogli. Tukaj se pa odpre. Parkirišče je tudi tukaj možno. Junija pridejo gor domovat pastirji, ostane do septembra. Velika planina ima tudi veliko urejeno smučišče. Leta 2023 so zgradili novo 6-sedežnico. Če se pa sprašujete, zakaj taka gužva, pa je to odgovor. Predvsem pa to. Zdaj mi je jasno, zakaj so nas že dol obračali. Naj ne hodimo gor, ker že ljudje več niso imeli kje parkirati. Tudi vroče je zdaj že kar precej, da bilo mogoče kakšne 2 ure nazaj bolj prijetno. Ampak vse važno je, da se spravite ven. Sej. Počasi se daleč pride. Zdaj je pa kar kontrast Dixijo. Akcija. Klanc sicer nedolžen ni, ampak zmehen pauze se da. Po arheoloških najdbah lahko vidimo, da so bili pastirji na planoti prisotni že vsaj v srednjem veku.
prišel nastaviti. Pure, Matjana, da. Lepo skozi tjajte, pure. Ajmo, gospodje. Vedimo. Wow. Wow. Tisto tam je pa po mojem velika planina, končno. Kapela Marije Snežne je bila prvotno postavljena leta 1938 po načrtih Jožeta Plečnika. Žal pa so bile koče, vključno s kapelo, ob koncu druge svetovne vojne požgane. Ostali sta le 2 koči, ki sta bili pregloboko v snegu. Na planini si lahko gledamo marsikaj zanimivega. Naravni znamenitosti sta recimo mala in velika vetrnica, to sta jami, ki se jima je porušil strop in sta postali vdornici. Tam sneg zdrži do poletja. In kot sem povedala prej, gre za planoto kraških značilnosti, kjer je bila vedno težava najti vodo za pastirje in živino. Pastirji pa so se znašli in sneg iz jame nosili do koč, kjer so ga topili v vodo. Ko so sem pastirji hodili po sneg, pa ga v kočo nosili topiti, svaka jim čast. Tle pa kar mere. Ob zahodnem robu planote, zeleni rob, najdemo slikovito naravno okno, poimenovano luknja. Tega tokrat žal nismo našli. Izmuznila se nam je pa tudi jama Dovja Griča v Tihi dolini, ki je globoka samo 9 metrov, poznana pa je po številnih pripovedkah, ki so jih večinoma ustvarili pastirji. Čisto malo še. Nažalost je ježik na vrhu v slabem stanju, kar precej smo se namučili za dober odtis. Imam sreče, žige. So pa na Mali planini 3 planinski domovi s svojimi žigi, zato se le ustavite tam. Snežniku dol, Manos, tam nekje približno je Boč. Jaz sem tak strokovnjak nisem, da bi vam znala pokazati. Zeleni rob.
Kapela je bila ponovno zgrajena leta 1988, od koč pa je do danes tradicionalni izgled ohranila le Preskarjeva bajta na robu naselja Velike Planine, ki je bila leta 2005 strani občine Kamnik razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Ima značilno ovalno streho, do tal prekrito s skodlami, je brez oken in brez dimnika. Sedaj se na planini 5. avgusta obeležuje praznik za kapelo in celotno pastirsko naselje. Pastirji v poletnih mesecih ponujajo pastirsko malico, to je kislo mleko in žgance. Poskusimo pa lahko tudi domač sir trnič, ki je značilna za Veliko planino, pa tradicionalne joto, ričet, kranjsko klobaso, pečenico s kislim zeljem, ajdove žgance in sirove štrukle. Pa še hitra zgodba o trniču. Gre za hruškasto oblikovan sir, ki so ga pastirji ob koncu paše ponujali svojim izbrankam kot dokaz ljubezni ali obljuba zakona. Število trničev je bilo vedno parno, po 2 sta bila okrašena na enak način. Enega je pastir zadržal zase, drugega pa ponudil dekletu. Če je ta sir sprejela, pomeni, da je pristala na pastirjevo dvorjenje. Mogoče najlepši del poti. Evo smo že na poti dol, kar dolgo je ta tura. Hitro dobiš sicer višinsko razliko, potem se pa na planini kar vleče od ene do druge čez vsa naselja, ampak za vzpodbudo. Zdaj smo na poti navzdol srečali gospoda, ki je star 90 let in je bil danes vsaj na Mali planini in je zmorel hojo gor in nazaj. Bravo! Zdaj pa je tukaj ideja za žig v knjižici Slovenske planinske poti, tukaj pa kraj, ki je za čuda preživel 2. svetovno vojno.